Voila! Tarara! Hotel Bohinj. Z Lili sva ravno prispela, lahko bi rekel, dobrodošli v hotelu Bohinj, če bi bil moj, pa ni, ampak lepa vam rečem, doživeli ga bomo skozi oči in objektiv Slow Wood Life-a. Poglejte ga, sami Macesen, v ozadju Triglav. Wow, ko me čakam. Investitor in upravitelj hotela Damjan Merlak in direktor Jure Repanšek sta v letu 2021 poskrbela za celostno in trajnostno prenovo znanega hotela Kompas, ki je kraljeval na tej lokaciji v 80-ih. Ogrevanje in oskrbo z energijo so zasnovali ekološko. Vsa vgrajena oprema je glede porabe energije v najnižjih razredih, zunanja svetila so intimna. Kulinarična ponudba temelji na lokalno predelani hrani. Trajnost je bila pravzaprav vodilno načelo prenove hotela že od same zasnove. Projektanti, ko smo se pogovarjali ali porušiti objekt ali ga iti prenavljati, smo se odločili za prenovo, ravno zaradi te trajnosti. Potem smo v bistvu ležimo v Julijskih Alpah, v Triglavskem narodnem parku in če pogledamo konkurenčne oziroma podobne projekte v Alpah, vidimo, da so vsi nekako ukomponirani v prostor neopadljivo, neagresivno in to smo mi predvsem želeli upoštevati. No, tako da in za nas in tako za projektante kot za nas je bila to ena zelo težka naloga, ampak mislim, da rezultat je fenomenalen. Kot vidite, je v bistvu hotel večinoma sestavljen iz lesa, kar pa ni iz lesa, je pa pokrito z lesom, tako da mislim, da ta vizualna podoba hotela enostavno ni preagresivna za prostor. Kljub temu, da imamo 70 sob, da imamo velik hotel, da imamo ogromen spremljajočega programa, mislim, da smo to ukomponiranost v okolje ravno prav umestili. Enako kot zunanja podoba hotela je očarljiva njegova notranjost, kjer sva na vsakem koraku srečala kakšno unikatno rešitev v lesu. Veliko pozornosti so namenili oblikovanju opreme. Izbrali so izdelke slovenskih podjetij, ki so jih arhitekti po svoje osmislili prav za ta hotel. Med njimi so recimo simpatične lučke nad mizami v jedilnici, ki spominjajo na vejevje. Tudi orjaško deblo, ki služi kot recepcijski pult, pa čarobni leseni stalaktiti, ki se v hotelski avli spuščajo z visokega stropa. Prav les ima največje zasluge za dober občutek bivanja, topline in domačnosti. Mene predvsem preseneča, ko pridejo urbani turisti iz mest, ko pridejo v naš hotel in začutijo to toplino, zavohajo ta leso. Mislim, pač ta občutek je fenomenalen, ker v bistvu, dokler nismo odprli vrat in sprejeli prvih gostov, nismo vedeli, ali bo to ljudem všeč, ker še vseeno ima les svoje slabosti, pač bodimo odkriti, predvsem zaradi razne občutljivosti ali pa, ja, mogoče neprijetnega vonja, ampak mislim, da so gosti to zelo pozitivno sprejeli. Čeprav so okusi različni, si pravzaprav težko predstavljava, da je lahko ta vonj po lesu komu tudi neprijeten. V hotelu Bohinj je les vsekakor osrednji material in poleg prijaznih gostiteljev in odlične hrane tudi njegova najbolj prepoznavna odlika. Les je svetel in lep, pozitiven, diši in vabi, da se ga vedno znova in znova dotaknemo. Ponuja hotelsko gostoljubje, ki ga zlepa ne bova pozabila. Kaj nama bo definitivno ostalo v spominu po najinem obisku hotela Bohinj? Ja, recimo to, da če mi nihče ne bi povedal, da je to prenovljen hotel, tega ne bi nikoli vedela. Vsi detajli na hodnikih, sobah, avli, jedilnici, ta masivna lesena konstrukcija, enostavno ne moreš ugotoviti, da gre pravzaprav za prenovo. Vsekakor naj očarala celovita grafična podoba. Njihov domislen logo, ki ga v takšni ali drugačni obliki najdeš posod. Najdeš ga na tekstilu, zavesah, prtih, na vratih, dvigalu, celo na milnikih. Vse posod, pa vendar je to nekako nevsiljivo. To jaz mislim, da jim je res uspelo. Zelo markantni so recimo hodniki, ki so obloženi z lesenimi stenskimi oblogami in tapetnim dekorjem oziroma 3D tapeto, unikatno, delo vrhunskega mojstra Tonija Hamlerja. Uspel je pričarati občutek, da se sprehajaš skozi labirint znamenitih bohinjskih kozolcev. Vsekakor so zanimive tudi zgodbe, na kateri so zasnovali tako turistično ponudbo, kot pravzaprav cel objekt. Recimo tiste velikanske črne stopinje v hotelski avli, te ohranjajo spomin na enega najbolj znanih gostov prvotnega hotela.
na mačkona Maxa, ki so ga poznali vsi hotelski gosti, pa tudi vsi vikendaši v bližini. Pa da ne pozabiva še tega. V sobi so naj pričakali fini, mehki copati iz recikliranih materialov. In kaj je najbolj fajn? To, da želijo, da si jih odneseš domov. In tako seveda na nek simbolni način odneseš s seboj tudi delček duše tega trajnostno zasnovanega hotela. Slow Wood Life, bivanje z lesom.